tukaj, dragi Adamovi sinovi. Ja, prav vas mislim. Veliki Aslan je rekel, da je biti Adamov sin ali Evina hči zelo častno. In ker se srečamo ravno tukaj, na samem pragu Narnije, je edino prav, da vas kličem s tem imenom. Pa kaj je že spet? Samo trenutek, brat Pepicvil. Mislim, da bi otroka morala nekoliko razložiti o Narniji in Aslanu. Pa ja, ne boš rekel, da otroci še niso slišali za velikega Aslana in za Narnijo. No, pa vendar, mi boš pomagal. Seveda, seveda. Naj se na začetku predstavlja kar sama sva Pepicvil in Lepicvil, iz najplemenitejšega rodu govorečih miši Narnije. Ampak lahko naj kličete tudi samo Pepi in Lepi. Narnija je čudovita dežela zelenih dolin, gričev s čistimi potoki in skrivnostnimi gozdovi, ki jih je ustvaril veliki Aslan, največji med velikimi kralji Narnije. Narnija je dežela, v kateri je obilo nenavadnih govorečih biti in živali, med katerimi smo na posebnem mestu tudi mi, govoreče miši. Ta zgodba, ki vam jo bova povedala, pa govori o velikem vladarju Narnije, o levu Aslanu. No, seveda boste slišali tudi nekaj o prigodah Adamovih sinov in Evinih hčera, kakor Aslan tukaj kliče dečke in deklice. Ja, ter o pogumnem mišaku Repicvilu. Ja, ta zgodba se pravzaprav začne v vašem svetu. Veste, v Narnijo lahko pridete od kjerkoli, če vas Aslan le pokliče vanjo. On je namreč tisti, ki vas prvi išče in tudi vodi tja. Na vsakem koraku pa vidite tudi to. On je z nami, nismo sami. Ta zgodba se dogaja nekega popoldneva, ko sta dva otroka, brat in sestra, Edmund in Lučka, komaj ušla pred napornim in težavnim bratrancem Evstahijem, v katerem sta preživljala svoje počitnice. Hiša Evstahija iz družine stoji sredi Anglije. Tam se v svoji sobi Edmund in Lučka pogovarjala o dogodivščinah, ki sta jih skupaj s sestro Suzano in bratom Petrom že preživela v Narniji in si srčno upata, da bi znova dobila priložnost za obisk te čarobne dežele. Veste, Edmund in Lučka sta v prejšnjem obisku Narnije v njej vladala kot plemenita kralj in kraljica. Ja, pomagala sta rešiti Narnijo. Sedaj pa sta ona pa tista, ki je potrebovala rešitev. Srečnica potujem po Ameriki, medtem ko sva midva obslujem tole puščavno staro hišo. Ja, in nikakor ne pozabi na najnega preljubega bratranca Evstahija. A, ti imaš vsaj to srečo, da imaš svojo sobo, jaz pa se moram deliti z njim. Viš kaj? Zanima me, če bo lepo narnijsko radio ne poslabša vse stvari. Znova si želim obiskati Narnijo in srečati Aslana. Tudi jaz. Toda saj sama veš, da iskanje poti v Narnijo nič ne pomaga. Aslan je namreč tisti, ki naj mora poiskati in poklicati. Pa ja, spet te vajne neumne sanje o deželi, ki je ni, in o nekem slavnem kralju, ki naj bi tam vladal. Povejte mi, kaj lahko storim, da bom še sanjal take čudovite sanje? Ah, pusti ga, saj ni vredno. Joj, kako se želim, da bi me ta ladja odpeljala daleč stran od te zgage, v Narnijo. Vama že pokažem zgago. Pa ja, tale slika barke, ravno toliko je vredna kot vajne neumne sanje o deželi, ki je ni. Ravno, ko so se vsi trije začeli prebirati v sliki narnijske barke, se je zgodilo nekaj nenavadnega. Ni šlo za navadno svito, ampak za narnijsko svito. In kot taka je bila polna čarovnije. Otroci še niso vedeli, da jih bo zares pripeljala v Narnijo. Slika se je začela vrteti. Vrtela se je vse hitreje in hitreje. Edmund, Lučka in Evstahij pa so se znašli v Narniji. In to ne kjerkoli. Pristali so prav na sredini velikanskega morja, ki je bilo upodobljeno na sliki.
Sredi morja črna vihra, sredi vihre črn brod, sredi broda črna jadra, sredi jadr bela zvona sa, heja bumbara sa, heja ho, heja bumbara sa, heja bumbara sa, heja ho, heja bumbara sa, heja ho. Drinjan, Frepici, dajmo! V vodi pred nami vidimo otroke. Vrezite vrv v morje in jih potegnite ven. Nemogoče, čakaj, mar to pomeni, kaj smo res V Narniji! Dobrodošli na krovu jutranje zarje, najjurnejše ladje, kar jih premore Narnija. Tole pa je najbrž vajen prijatelj, dobrodošel. Pustite me proč! Hočem nazaj k mami in očetu! No ja, čudnega sopotnika sta nama pripeljala. Kakorkoli, posadka pozdravite med nami njuni veličanstvi, kralja Edmunda in kraljico Lučko. Veličanstvi pa taki, pa ja, moja dva nič vredna bratranca. Na ponižno uslugo vajnima veličanstvoma. Pri tej naši pustolovščini na morju ni manjkalo ničesar drugega razen vajne navzočnosti. Fuj, odnesite to stran, sovražim miši, sploh pa ne maram dresiranih živali. Fuj, fej! Če sem prav razumel, ta izjemno nevljudna oseba pod vajno zaščito, kajti če ni... Kar mirno, repi svil. Menim, da lahko vprašanje časti še trenutek počaka. Kaj meniš? Našim gostom je treba razložiti, kam smo namenjeni. Za voljo dame, vsaj za enkrat. No, verjetno vas že zanima, kam smo namenjeni in kakšna pustolovščina vas čaka. Seveda. V sanjah se mi je prikazal Aslan in mi naročil, naj izberem posadko pogumnih mož in poiščem njega in njegovo deželo. Joj, ko bi ga le našli. Ja, naša želja je, da bi našli Aslana, vendar Repicvil ima pa še drugo srčno željo, kaj ne Rep? Ko sem bil še majhen mišek v zibelki, mi je bilo prerakovano tole. Kjer se srečata voda in nebo, kjer vali se prelivajo sladko, tam se spolni tvoja pot, kjer najdeš skrajni vzhod. V Aslanovo deželo želim, pa če bi moral za to prepluti vsa Narnijska morja. Greste zraven? Ja, Seveda. Kot da mi ne prestane kaj drugega. Repicvil, samo nekaj me zanima. Pa Aslanovo dežele ni v Narniji. Ne, pravijo, da na skrajnem koncu morja leži vhod v Aslanovo deželo. To je posebna dežela, ki je pripravljena za vse zveste Aslanove služabnike. Ha, pa ja, dežela norcev. A kot da mi ne prestane kaj drugega, kot da ostanem na tej razpadajoči barki. Ja, takole se je začela dogodivščina Evsahija v Narniji. Nič kaj spodbudno ne izgleda. Kaže, da fant ne išče prav nobene priložnosti, da bi se srečal z Aslanom. Ampak to konec koncev niti ni tako pomembno. Aslan je tisti, ki išče njega, njena Evstahij tega še ne ve. Ja, in jutri Evstahija čaka prava pravcata dogodivščina. Bodite z nami tudi vi.